Porumenele fotografije, spomini mladih slovenskih fantov. Trd je bil njihov kruh in razborljivi so spomini na trenutke težkega dela v rovih in jamah, kjer so krivili svoje mlade, zdrave hrbte in kjer so jih bičali dež in mraz, sonce in veter. V preprostih kampih ali nekje na zasneženi skali, morda ob žuborečem potočku neke pomladi, so si s požirkom alkohola blažili domotožje pod evkalipti, takrat za njih eksotične nove domovine Avstralije, ki jim je dajala kruh in možnost preživetja. Polni mladostne energije so se prepuščali hazardnim igram, stavam na konje, večerom v gostilni, lahkim ženskam, zapravljali denar in se selili iz kampa v kamp kot nomadi. Danes lahko na njihovih utrujenih, zgaranih obrazih zaslutiš tudi zadovoljstvo, da so preživeli to, kar so, saj so si kasneje vseeno ustvarili dom in družino. Koliko zanimivih zgodb so podelili z nami. Ko smo jih v sklopu projekta Slovenci v Snoviju zaprosili za stare fotografije, se je pred nami razgrnila paleta raznovrstnih slik iz njihovega življenja. Na stotine jih je in veterani so nam jih zaupali in mi skrbimo zanje in jih urejamo za zgodovinski arhiv. Kako zelo pomembni so bili tisti časi za naše ljudi, zgovorno kažejo predmeti in dokumenti, ki so jih skrbno hranili vsa ta dolga leta in so nam jih zdaj, poleg fotografij, zaupali. Tu so plačilne liste, čelade, razni spominki in celo posebni žeblji, ki so jih uporabljali v tunelih, pa medalje, ki govorijo o doseženih svetovnih rekordih. Med pretresljivimi fotografijami se ti tudi zasolzi oko. V baraki je zgorel mlad slovenski fant. V Snoviju so sicer izgubili svoje življenje 3 Slovenci. Del fotografij in predmetov zdaj predstavljamo slovenski javnosti in šele zdaj dobivajo svojo pravo vrednost. Pomagajo nam sestavljati Snovi zgodovino. Poslali so jih Rudi, Milan, Tone, Ivan, Marijo, Cvetko, Jakob, Alojz, Andrej in drugi. Ja, in še Nada, Angela, Marica in Anka, tudi slovenskih mladenk, delavk na Snoviju ne smemo pozabiti. Preko 100 kampov se je nanizalo v času 25 let izgradnje projekta Snovi. 3 v Džindabajnu, v Tumutu Sioux City, River Camp in še 50 drugih. V Adaminabiju, Junction Shaft, Happy Jacks in 13 drugih. V Džihaju, v Windy Creek, Bogon Creek, 7 Mile in 20 drugih. Na Kozjaskem, Gatega in 18 drugih. V Kumi 4 in v Snovi Rivershire 4. V obrazcih, ki smo jih zbrali, so nam veterani Snovija zaokrožili imena kampov, kjer so živeli in delali. Z njimi nastaja končna slika in podatek, v katerem kampu je bilo največ Slovencev. V Tumutu smo srečali Slovenca, nekdanjega merilca, ki je delal v 49 kampih. Projekt Slovenci v Snoviju ni zaključen, se nadaljuje. Upamo, da bodo veterani Snovija še naprej sodelovali z nami. Na piknik v Džindabajn ob prelepo jezero so prišli ljudje od vsepovsod. Za zabavo je poskrbel ansambl The Settlers z znanim Ulikom Obojlijem. Ljudje so iskali stare kolege, prijatelje in znance. Telstra je po Čotori nudila White Pages z naslovi in vsakdor je lahko tudi na tak način poiskal podatke, ki jih je želel. Prijatelji so se iskali tudi sporočili na tabli. Če nekoga na pikniku prvi mah ni bilo, so se spraševali, ali je še živ. In če je prišlo do naključnega srečanja, so se veselo objeli in koliko tega so si imeli zapovedati. Obujali so stare spomine, morda preštevali leta, ki so se vrinila med njih tako zelo neopazno in zarisala po obrazih marsikatero globoko brazdo, pa tudi sled bolezni.